Spoznanje več. Predsodek manj. Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Danes so začela teči volilna opravila. Pestro bo v prihodnjih dneh in s tem se bodo gotovo strinjali moji današnji gostje v oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Lep pozdrav želim političnemu komentatorju, kolegi Miranu Videtiču. Dober dan. Lep pozdrav pa tudi novinarju portala Zanima.me, Petru Meršetu. Pozdravljen. Nadaljavo pa se nam bo med oddajo pridružil tudi urednik Večera Matija Stepišnik. Začenjava mogoče najprej midva, gospod Videtič. Bo imela po vašem mnenju vsebina v kampanji ključno vlogo ali bodo prevladali simboli in ideološki nagovori, kar smo lahko videli minuli konec tedna? Dovolite mi, da najprej vašim cenjenim poslušalcem, poslušalkam zaželim res eno lepo leto, predvsem mirno, zdravo in pa, kar bi še dodal, obilico pameti in odgovornosti, kar se države tiče. To sovpada tudi z vašim vprašanjem, kaj, pravzaprav, če sem prav razumel, kaj nas čaka v letu 2026. Jaz bi si želel, da veliko pozitivnih sprememb. Prvič, da bi ljudje spoznali, da je odgovornost do ugleda države predvsem v njihovih rokah. Drugo, da je odgovornost za njihove življenja predvsem v njihovih rokah. Govorim seveda o volitvah. In srčno upam, da bo to leto nekega tako notranjega kot mednarodnega preboja Slovenije. Časi v svetu postajajo neznosni. Vidimo, pravni red, pravzaprav mednarodno pravo ne velja nikjer več. V roke so pravzaprav veliki dobili vso moč, majhni ne odločajo o ničemer. Pa zdaj, da ne bo pomote, jaz nisem direkten, torej ne obtožujem direktno, bom rekel, voditeljev teh držav. Recimo Združeni narodi so po moji oceni že dolgo mrtvi. Varnostni svet pravzaprav razdeljen. Evropa, tista močna Evropa 80-ih, 90-ih let neprepoznavna. Skratka, nič lepega, bom rekel, se ne obeta, pa vendarle upam, da tako v Sloveniji kot v svetu, da bo zavladala pamet, ker ljudje se morajo zavedati, v demokratičnih režimih, v demokratičnem sistemu je več ali manj vse v njihovih rokah. Koliko pa bodo volivci dejansko presojali neizpolnjene oziroma izpolnjene obljube sedanje oblasti, bo to imelo neko glavno temo v sami kampanji? Jaz upam, da smo dovolj zreli, da se več ne odločamo izključno proti. Jaz verjamem, da so rane tistih let 41-45 še precej odprte, ampak glejte, generacij tistega časa praktično ni več. Jaz gledam po svojih starših, ki so bili predvojna generacija, nikogar več nimam, verjamem, da tudi ljudje iz tistega časa, pravzaprav sem vesel, če je še kdo, bom rekel, med živimi, ampak načeloma tistega ni več. Zakaj so otroci, že vnuki obremenjeni s to temo, je vprašanje za strokovnjake. Jaz tle pravzaprav res ne najdem odgovor. Je pa dejstvo, da nas te zadeve nekako zavirajo, držijo dol. Kar se tiče vprašanja, jaz verjamem, da bo res to, kar sem načel, da bojo ljudje začeli razmišljati o tem, kaj so v teh 4 letih, če se spomnite, leta 22, ko so bile volitve, so nam Roberta Goloba predstavili kot vrhunskega menedžerja. Zdaj, jaz moram priznati, da vrhunskega menedžerja si predstavljam drugače. Jaz si ne predstavljam vrhunskega menedžerja, kateremu bo ideološko koalicijska stranka, ki se je predstavljala za antisistemsko, postala pa največja sistemska stranka, torej govorimo o Levici, 4 leta diktirala tempo. Tako da enostavno pomisliti je treba na te stvari. Obljube, jaz trdim, niso bile izpolnjene. In zato največjo odgovornost seveda nosi predsednik vlade dr. Golob, kateremu bo treba izstaviti račun teh volitev. Malo daljši sem bil, pa upam, da... Kolega Peter Merše, kako trdna je po vašem mnenju koalicija in koliko zaupanja vanjo še imajo lastni poslanci oziroma poslanci tega? Videli smo prejšnji teden zelo odmeven prestop iz Levice v SD.
Ja, prestop sicer bil iz ene koalicijske stranke v drugo, tako da v tem smislu formalno koalicija ni bistveno nazadovala. Zdaj, kaos pa je očitno precejšen še posebej v stranki Levica, kar je tudi, čeprav sprva na dan prestopa tega ni želel posebej izpostavljati, pa je potem pred kratkim zdaj v enem intervjuju vendarle nekoliko več povedal tudi Matej Tašner Vatovec in nakazal pravzaprav, da je to neka stranka interesov, ki je v popolnem razsulu. Ne. Zdaj, če se malo navežem na Mirana, ko se je spraševal, zakaj so vnuki obremenjeni. Ne. Vnuki so obremenjeni z problemi, ki so ostali nerešeni. Ne. Mi imamo še vedno, nerazrešen pokop žrtev, mi imamo še vedno nerazrešen zgodovinsko resnico in tako dalje. Mislim pa, da je se s tem ukvarjati v predvolilni kampanji nesmiselno. Ne. Recimo, in to velja pravzaprav verjetno še bolj na desni kot na levi, čeprav tudi na levi. Ne. Nekakšne analize kažejo, da ljudi, čeprav jih to žuli, jih to vse manj zanima, ne. In pa na tej temi ne more zmagati. Ne. Jaz sem se sprašal, sem rekel, če bi neka stranka resno želela to temo nasloviti, bi to pomenilo, da je to njen temeljni vzorec delovanja, ne pa predvolilna kampanja. To pomeni, da se v predvolilni kampanji te teme sploh ne dotika, potem pa, ko pride na oblast, pač to zadevo razrešijo. Ne. Tukaj bi bila ta rešitev, ne, če se postavljamo to vprašanje, zakaj smo recimo še vedno obremenjeni, ne, in če se še navežem na te izpolnjene obljube, ne, oziroma po čem bomo presojali to volilno kampanjo. Ne. To volilno kampanjo bomo tako kot vsako drugo presojali potem, kaj bodo teme, o katerih se bo govorilo v javnosti. To pomeni, kaj bodo teme, ki jih bodo odpirali voditelji soočenj, kaj bodo teme, ki jih bodo odpirali mediji v času predvolilne kampanje in kaj bodo teme, ki jih bodo odpirale stranke. Ne. In tukaj je pravzaprav na medijih ključno vprašanje, a bodo naredili en pregled dela vlade oziroma ali bomo naredili neke rezime in pač vladi nastavili ogledalo ali pa bomo pač te obljube, ki so bile, enostavno spustili in poslušali nove obljube. Ne? Pa še eno stvar bi rekel, obljube, ki so bile dane, so bile v večji meri izpolnjene, kot si mislimo, žal pa nismo razumeli, kakšne obljube so nam dane. Ne? Res da obljube, kot so bili rezultati, se pravi v smislu tudi v 30 dneh do specialista in podobno, niso bile izpolnjene. Ampak če smo pa malo pogledali, je Robert Golob sam pred volitvami povedal, da bo dvigoval davke. Ne? Tako da v tem kontekstu je izpolnil več obljub, kot bi si morda želeli. Ne? In mislim, da je ključno, da se volivci na tej točki zavedajo, da takrat, ko politiki obljubljajo pa slabe stvari, te bodo skoraj zagotovo izpolnjene v naslednjem mandatu. Ne? Se pravi, če vam politik obljublja dvig davkov, bodo davki skoraj zagotovo narasli in v tem kontekstu je Robert Golob nastopil v tem mandatu, kot da ima menico, bianko menico za to, da lahko te davke dviguje. Ne? In seveda potem nismo dobili tistega rezultata, ki ga je obljubljal za te dvignjene davke, ampak pozor, Robert Golob je napovedoval, da bo dvignil davke, mislim, da spomnim se tistega celo njegovega posmehovanja, češ, kaj pa bi on še z več denarja, se bi ga porabil samo za neumnosti. Ali pričakuje... Jaz bi sem mogoče manjšo repliko, ne. Seveda, tisti prvi del, ko sem govoril o vnukih in obremenjenih otrocih, nisem pravzaprav mislil na tiste kosti, ne. To je civilizacijska norma, da se pokopljajo kosti. Jaz kot nečak partizanov, vnuk interniranca, sem prvi, ki bom dvignil roko za tako stvar. Jaz sem mislil bolj te ideološke teme, da nas obremenjujejo. Civilizacijske norme ne dajem v ideološko temo. Kar se tiče pa obljube o dvignjenih davkih Golobove, ne, seveda, jaz sem tudi za dvig davkov, če se ve, kaj bomo s temi davki. Ne seveda pretiravati v tem, ampak tudi obljuba je bila po dvigu, da bo dvigoval davke. Mnogi radi govorijo o tem, se je dvignil davke, seveda, ampak obljubil je tudi, da bo krepil torej javno zdravstvo, da bo od teh davkov pojačal represivne organe, ki se bojo obračunali s kriminalom. Pa vidimo, danes zahaja po sumljivih lokalih z bom rekel, Jankovićem in podobno. V tem kontekstu, bom rekel, sem govoril. Dvig davka sam po sebi ni slab, če se ve, kaj bomo s temi davki delali, oziroma z izplenom teh davkov. Ne? V Sloveniji je davčni primež med najvišjimi
volitvami. Ne? Tako da jaz mislim, da je prvo vprašanje, da se vlada pravzaprav vpraša, kako bo racionalizirala javno porabo, ne? Ampak spet mislim, da je tukaj tudi Golob zelo jasno povedal, kdo so njegovi volivci. Njegovi volivci so naši v javnem sektorju, ne? To je tudi povedal. Tako da kasneje sicer, ne? To je zdaj nedavno. Ko je prevzel to retoriko levice. Ne? Peter Merše, mogoče še pogled k drugim poslancem, ali lahko pričakujemo še kakšne prestope, mora biti tudi razpoke znotraj koalicijskih vrst v prihodnjih tednih. Dejstvo je, da sedaj se bo začelo nabiranje glasov tudi volivcev, predvsem tistih strank, ki nimajo poslancev in bodo morali zbrati določeno število podpisov, ukolikor pa pridobijo neke poslance, pa lahko listo vložijo s pomočjo letih. Drži, ne? Zdaj jaz celo sem bil prepričan, da bo v večji meri prišlo do teh prestopov v času pred volitvami. Ne nazadnje posebej zanimiva, zato se mi je zdela stranka Gibanje Svoboda, niti nisem pričakoval, da bo pravzaprav Levica tako razpadla, kot je pred Svobodo. Zakaj? Zato, ker Gibanje Svoboda je v parlament pripeljalo 41 poslancev. To je največja številka kadarkoli in skoraj ne glede na to, kakšen rezultat bodo dosegli, približno polovica teh poslancev ne bo več poslancev. Tako ali drugače, ne vidim scenarija, v katerem bi Gibanje Svoboda pripeljalo več kot, 23-24 poslancev v parlament, pa to je že zelo optimistično za njih. Ne? Kar pomeni, da polovica teh, ki so zdaj poslanci, pač to več ne bodo in bil sem prepričan, da bodo po zgledu iz preteklosti, ko se je to pač v podobnih strankah, kot je Gibanje Svoboda, dogajalo, ne, da bodo ti poslanci začeli preračunavati in iskati morebiten boljši prostor pod soncem, da se recimo pridružijo neki novo nastali stranki, ki je morda izven parlamentarna, na ta način močno oplemenitijo stranko, kajti ne samo, da je lažje vloži listo, tudi zagotovi si recimo v tem primeru lahko prostor v parlamentarnem soočenju namesto tistega izven parlamentarnega, ki je na trenutke res bizarno. Ne, in v tem smislu sem pričakoval več prehoda. Zdaj očitno ima Robert Golob dva asa v rokavu. Ne, prvi je to, da si je res nabral lojalne kadre, ki so mu bili zvesti že prej v podjetju GEN-I, in drugi je to, da je pripeljal v parlament tako brezvezne kadre, ne, pa mislim pa res to ne rečem zlahka, no, ampak če gre, sem šel že kdaj gledati recimo, bom rekel, ta seznam poslanske skupine Svoboda, pa kdo ti ljudje so, ne, to so tako brezvezni kadri, da v resnici se niti v 4 letih niso uspeli izgraditi kot poslanci in zato tudi zelo težko pravzaprav ponudijo komurkoli kakšno resno, bom rekel, dobrobit pred volitvami po eni strani, po drugi strani pa jih več kot očitno Gibanje Svoboda zelo avtoritarno drži v šahu. Gospod Videtič? Tle ključ kolegu Mršetu bom samo spomnil ga bom na to, da majčka razlike je, ker tle je predvsem, ne vem, če gremo štet, jih je koliko je teh poslancev znotraj Gibanja Svoboda iz GEN-I-ja. To je bistvena razlika, da ni tako, kot je bilo mogoče pri Cerarju, pa kot je bilo pri Pozitivni Sloveniji in podobno, da teh prestopov ni. Drži jih seveda za obvladovanjem ključnega energetskega ali pa enega od ključnih energetskih podjetij v državi in to je GEN-I in to je vsa lojalnost, torej to je razlog lojalnosti, kar se tega tiče. Gospod Miran Videtič, kako resno pa je po vašem vmešavanje nekdanjega predsednika Milana Kučana in drugih političnih akterjev iz ozadja v to kampanjo? Videli smo, kako je Vladimir Prebilič čakal na tiste pod narekovaji žegen licenco. Tako, pa do danes še tega ni dobil, mora biti predvsem tole. Sedaj vidimo, da se nekdanji predsednik spet pojavlja, bil je Dražgoša. Ja, predsednik, torej prvi predsednik, gospod Milan Kučan, bolj ko se trudi, dopovedati, da je navadno upokojenec, bolj skače iz vsake paštete, oziroma vsakega lokala, če karikiram, ali pa če sem bolj direkten ven. In to zanimivi so dogodki, ko se v istem lokalu nahajajo tudi voditelji lažno levih političnih strank. Zdaj sicer malo smešno gleda, ker včasih sedijo za različnimi mizami, pa potem se malo združijo, pa spet za različnimi mizami. Šalo na stran, Milan Kučan ima seveda enormen vpliv na ljudi brez hrbtenice. Jaz prihajam tudi nekako iz levega političnega pola, pa name Milan Kučan nikoli ni imel in ne bo imel vpliva. Je pa res, da jaz nisem v tako izpostavljeni politični nikoli bil situaciji oziroma funkciji. Seveda, on bo še vedno dizajniral dogodke. Jaz mislim, da je celo on tisti, ki je
po tistem, ko se je odločil, ne, da bo, zame seveda škandalozna odločitev, da bo favoriziral Goloba za naslednji mandat, začel z tako imenovanimi Kučanovimi opravili. Ne. Te Kučanova opravila, ne, če jih tako poimenujemo, se začnejo ponavadi intenzivno dogajati tam neke pol leta pred volitvami. Ne. In pol leta pred volitvami, kot sem rekel, ne, je začel brzdati novi obraz, ne? Če gledamo, recimo, da imenujemo gospoda Prebiliča kot nov obraz. Potem je manjše stranke, ki bi recimo se lahko odločale za kakšno koalicijo, predvolilno koalicijo z gospodom Prebiličem, začel opozarjati na to, da to niso ravno najboljše izbire in podobno. Skratka, on bo zdaj po svoji stari navadi te brezhrbteničarje poskušal nekako ukomponirati v nek orkester, ki bi prinesel 46 glasov. Jaz mislim, da je tokrat majčkeno drugače. Ne? Ljudje so pravzaprav besni na to, bom rekel, predvsem Janković-Golob koalicijo, ki se ji pridružuje ta Luka Mesec. Mislim, da predvsem zaradi Jankovića, ker nikjer po Sloveniji si ne želijo Ljubljane več, ne? Oziroma slike iz Ljubljane, oziroma stanja iz Ljubljane. In jaz sem zadnjič v eni televizijski oddaji, v kateri sodelujem, oziroma v podcastu, povedal, da je pravzaprav, se mi zdi, letos Milan Kučan boter, ne, četrte Janševe vlade, ne, če gledam iz njihovega stališča, ne, je to seveda, za njih je to slabo, ampak dejstva so taka, kot so. Ne. Enostavno forsirati ime, ki je pravzaprav naplahtalo 400 000 volilcev leta 2022, katerega mandat lahko razdelimo na 3 obdobja. Ne. Prvo obdobje je rušiti vse, kar je bilo dobrega v tej državi, drugo obdobje je potovanja in osebna sreča, ne, s tisto poroko, in tretje obdobje, bom rekel, ne, letanje po cerkvah, partizanskih proslavah, ne vem, kaj si bo še do konca, torej do marca, kaj se bo še spomnil do marca. Hkrati mu je pa skrajna levica vodila precej ideološki način to vlado. Ne. Tako da enostavno, jaz mislim, da je Milan Kučan zdaj dokončno zavozil. Moram pa tle povedati, ne, Milanu Kučanu se pozna ena stvar. Ne. Pravzaprav je izgubil v vseh teh zadnjih 10 letih možgane svojega funkcioniranja. Govorim seveda o gospodu Kocijančiču, gospodu Zdenku Rotarju in podobno. In tle se vidi, kako gol in bos je brez teh ljudi. Ja, jaz bom zelo na kratko. Jaz mislim, da pa Milan Kučan izgublja, ne? Kot je rekel Miran, z vsakim letom torej se njegov krog seli iz Murgel na Žale, ne? In v tem kontekstu ima vedno manj vpliva. Ne? Mislim, da Robert Golob ni njegova prva izbira, ne? In pravzaprav Robert Golob, to, da je bil prisiljen pravzaprav na koncu nekako podpreti Roberta Goloba v smislu pač želje potem, da levi pol nekako ohrani oblast, ne, kaže pravzaprav to, kako si je Robert Golob, ne, s svojim krogom, recimo Damirja Črnčeca, Vesne Vuković, Zorana Jankovića in tako dalje, pravzaprav uspešno uzurpiral in medijski prostor in, bom rekel, neka ta kapitalsko-politična zakulisja, ne, in na ta način pravzaprav Milanu Kučanu do neke mere odvzel to vlogo tistega, ki nominiram. Ne. Zdaj, pač v tem kontekstu jaz vidim nekako slabljenje, torej te vloge, vendarle ima gospod 85 let, ne, oziroma jih bom imel zdaj te dni, čeprav vem, ne, in v tem kontekstu pač se mi zdi, da vendarle ni več tako pomembna ta njegov žegen, čeprav se kaže, da recimo Prebilič ni dobil tistega medijskega prostora, kot bi ga, če bi bil izbran. Ne vem pa točno, koliko je to izbira Kučana, pa koliko ne, je pa res, da Prebilič tudi sam naredil ogromno nekih napak, ki pa mu jih ne bi bilo treba narediti. No, Petru se vidi, da predvsem prihaja iz desnega političnega pola komentatorstva, ne? In da precej naivno gleda na vlogo. Ne, jaz smatram, Kučana ima še precej velik vpliv. Ima vpliv, a ki pa peša. Ja, seveda, da peša, z leti peša, ampak dejstvo je, da, če malo karikiram, ne, to velja v, bom rekel, tem nekem krogu ljudi, ki poznamo nekako politične delovanja iz 80-90 let, ne, velja, da 2 stavka v srednjem mediju gospoda Milana Kučana bi bilo dovolj in Goloba ni več. Ne. Treba se zavedati, da Golob ima, kar ima sposojeno. Ne. 2 stavka je tudi že rekel proti Golobu, pa ni pomagal. No. Ja, ni. Pač ni tako zelo... 6 mesecev pred volitvami ni izrekel nobenega stavka, razen stavkov podpore. Ne. Mogoče
pogled še na kratko, gospod Meršeh, kampanji, ali bo ta vsebinska ali ideološka, kdo jo bo poskušal usmerjati in tudi kako razumete vključevanje soproge predsednika vlade v javni prostor in tudi na drugi strani odziv Ksenije Benedeti, ki je nehala zaradi tega, ker so pač na Ona Plus izbrali novo kolumnistko, soprogo predsednika vlade. Presenečenje ali je logična poteza? Glede Ksenije Benedeti bi rekel, da je pokazala eno hrbtenico, ne, in je rekla pač v smislu, če smo ratali pa res neko totalen pamflet, ne, v smislu revija, za katero je pisala, ne, potem pa pač jaz nimam tukaj več kaj zraven početi, ne, v tem kontekstu jo razumem in se mi zdi, da je pravzaprav to kar pokončno oziroma pač močna gesta. Ni samo po sebi umevno glede na to, kako močen je tle vpliv teh krogov v slovenskem medijskem prostoru. Ne? Tako da to, zdaj, jaz mislim, da je sicer Tina Gaber oziroma da je Delo revije s tem naredil napako. Ne? Nihče me ne bo prepričal, da je to bila želja Delo revije, da so se en dan zbudili pa so pogledali, joj, v tej demografski skupini milenijcev nam pa manjka neka magistra sociologije, ki bi lahko napisala kakšno kolumno in so našli eno in edino Tino Gaber Golob. Ne? To je zagotovo bila želja verjetno nje v prvi vrsti, pa morda še koga. Soproge premijejev so vedno nekako imele to vlogo mehčanja svojih partnerjev, ne nazadnje podobno vlogo igra tudi Urška Bačovnik Janša, kadar se oglasi, ker je bistveno bolj nežna, prijetna, recimo na ta način od svojega soproga, ne? In tukaj niti ni to, bom rekel, v prvi vrsti politično sporočilo, je bolj sporočilo, da tega politika, s katerim je pač ta soproga recimo poročena, naredi bolj človeškega. Ne? In tudi prva kolumna Tine Gaber je to pokazala, ne? Ko razlaga, kako je Robert od vsega trdega dela, ki ga dela za Slovenijo, ne? V avtu takoj zaspal, celo primerja ga z Winstonom Churchillom, ne? V smislu pač kot res nekega velikega državnika, ne? In potem neko tako mehko sporočilo, češ imejmo se radi, skrbimo za svoje telo, da bomo dolgo živeli in bo dobro na zemlji. Ne? V tem smislu nekako gre ta kolumna in to je ta pristop mehčanja, torej vloge oziroma ikone nekega človeka, ne, ki ga poznamo predvsem kot politika, da ga spoznamo še kot človeka, ne, predvsem v takih revijah, ki so politično manj obremenjene. Ne. Torej v Sloveniji nekje se s politiko na tedenski do dnevni ravni ukvarja recimo nekje med 100 in 200 tisoč ljudi, več kot 200 tisoč zagotovo ne, na volitve jih pride pa še potem recimo dodatnega 500 000 nekje, ne, in tistega 500 000 ljudi, pravzaprav, ki se s politiko bistveno ne ukvarja, je treba nekako nagovoriti. Ne, mislim pa, da je Tina Gaber vendarle politično preveč izpostavljena in da je to pravzaprav preveč prozoren manever, da bi lahko zares uspel. Ali bodo poskušali tudi preko tovrstnih kolumen izbirati teme? Vsekakor, ne, zdaj teme, ko ste vprašali, ne, ideološke ali pa vsebinske, zdaj to mi je malo problematično, ker definirati, kaj so zdaj zares ideološke, pa kaj so zares vsebinske teme, ne, ampak ker vsaka tema je lahko po svoje ideološka ali pa tudi do neke mere vsebinska, ampak kaj je tle ključno, pravzaprav vsebinskih tem ne pričakujem prav veliko, ker jih Golobova vlada ni zmožna podatne. Sej Golobova vlada se 4 leta, mislim, tega se tudi marsikdo ne zaveda, ne? Ko se primerja vlade. Ne? Primerjati vlado, ki je imela celoten 4-letni mandat, udobno, absolutno večino, ne, že skoraj blizu ustavne, ali pa primerjati mandat vlade, ki je bila recimo manjšinska pol časa, ne, to je čist neprimerljivo, ne, ker vlada, ki ima tako večino, kot jo je imela Golobova vlada, bi lahko naredila ogromno, ne, pa bom rekel celo glede na to, kar je naredila, na srečo ni naredila več, ker pač česarkoli so se zares lotili, so šli nekoliko škodo, ne, in nimajo sploh, ne znajo pokazati vsebine, ne, sej znajo samo govoriti o javnem in zasebnem, potem pa istočasno z svojimi dejanji pumpajo zasebno zdravstvo do te mere, kot ga še nikoli prej nismo videli. Ne, zato je tista, govorimo o javnem zdravstvu, kako ščitimo javno zdravstvo in hkrati aktivno rušimo javno zdravstvo in pravzaprav edino, kar s tem dosežemo, je, da zagotavljamo zasebnemu zdravstvu dotok zdravnikov in dotok pacientov, ki ga ne bi imeli, če bi javno zdravstvo aktivno delovalo. Ne? Tako da tukaj res vsebine pravzaprav nimajo kaj dosti pokazati. Bom rekel, na žalost, pa tudi pogosto na opozicijski strani premalo vidimo truda, ne, da bi se res ukvarjali z vsebino. Morda
je v neki manjši meri to začela zdaj Nova Slovenija z Jernejem Vrtovecem bolj nagovarjati, ko so se res fokusirali na življenjski standard in to. Ne, recimo, medtem ko pri SDS-u pa pogrešam, da bi tudi oni nekoliko več stavili recimo na konkretne vsebinske, ne, in potem pridejo recimo z plakati Samo da ni Janša. Ne. To je pa potem nevsebinski odgovor na nevsebinsko vladno politiko. Spoštovana gosta, sedaj bomo prisluhnili pogovoru z Matijom Stepišnikom, potem pa še rekli besedo dve o povezovanjih, pa tudi o zunanjih vplivih na kampanjo. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Spoznanje več, predsodek manj. Lep pozdrav sedaj želimo uredniku Večera, kolegi Matiji Stepišniku. Lepo pozdravljeni. Dober dan vam in seveda vsem poslušalkam in poslušalcem. Kaj osebno pričakujete od prihajajoče volilne kampanje? Bo prinesla jasnejše izbire ali več zmede? Naslednja volilna kampanja bo zagotovo surova, specifična, verjetno v marsičem tudi brutalna. Zadnja javnomnenjska raziskava, ki jo je prav danes objavil časnik Delo, kaže na naraščajočo polarizacijo predvsem na vrhu slovenskega političnega prostora med Slovensko demokratsko stranko in pa Gibanjem Svoboda. Na drugi strani pa precejšno gnečo okoli parlamentarnega praga. Tako da v tem trenutku, zmeda ali več jasnosti je težko odgovoriti, predvsem zato, ker je situacija precej nepredvidljiva, predvsem okoli parlamentarnega praga, kjer se trenutno drenja veliko število političnih strank, ki lahko ostanejo pod parlamentarnim pragom ali se na koncu lahko nekako prebijajo tudi preko njega. To pomeni, da lahko imamo scenarij, situacijo kot trenutno, ko imamo v parlamentu 5 strank, lahko bi se pa v teoriji, kot smo nekoč že imeli, v državni zbor prebilo celo 8, morda celo 9 političnih strank, kar bi zelo fragmentiralo na eni strani politični prostor, ob 2 močnih igralcih v taborih, torej kup manjših, malih igralcev, ki bi potem seveda bili neki pomembni jezički na tehtnici. Katere teme bodo po vašem mnenju v ospredju kampanje in katere bodo morda namenoma potisnjene ob rob? Rekel bi takole, globalni mednarodni kontekst, dogajanje v mednarodni skupnosti verjetno v zadnjih 20 letih ni bilo tako izpostavljeno, kot je zdaj, ni bilo tako pereče. Videli smo zadnjo operacijo Združenih držav Amerike v Venezueli. Na vratih Evrope oziroma v Evropi je vojna v Ukrajini. V Gazi je konflikt, ki se zagotovo še ni končal. Kitajska dobiva seveda neke nove dimenzije dominantnosti, predvsem na tako imenovanem globalnem jugu, tukaj je seveda tudi Rusija, kar pomeni, da se zadeve v mednarodni skupnosti zelo preoblikujejo. Mednarodno-politične teme bodo, po mojem mnenju, tako bolj izpostavljene in bolj pomembne, kot so bile kdaj v preteklosti, ampak še vedno pa bo odločilno vprašanje, ki si ga bodo verjetno volivci zastavili, preden grejo na volišča, to, ali danes živim bolje in drugače kot pred 4 leti, ko je oblast prevzela nova politična garnitura. Kar pomeni, da bodo na koncu vprašanja inflacije, vprašanja življenjskih stroškov, demografije, dolgotrajne oskrbe, zdravstva, socialnih vprašanj, stanovanjske problematike, ki je vedno bolj pereča, in pa seveda na nek način tudi varnosti, povezano z temi mednarodnimi vprašanji, tista, ki bodo v ospredju. Morda bo kulturno bojnih ideoloških tem nekoliko manj, če tudi slovenska politika nikoli ne zamudi priložnosti, da se z njimi ukvarja in se takrat koplje vsaka v svoje jarke in se potem obstreljuje tudi na teh ideoloških frontah. Kje pa, kolega Stepišnik, lahko pričakujemo največ presenečenj? Pri kandidatih, programih ali morebiti tudi v volilni udeležbi? Pomembno vprašanje je ravno vprašanje volilne udeležbe. Pri teh volitvah se mi zdi, da bo šlo bolj kot za prepričevanje nekih volivcev, ki so mogoče neopredeljeni in ponavadi ostanejo doma, bolj bo šlo za vprašanje mobilizacije volivcev znotraj političnih taborov, torej znotraj politične desnice in levice. Osnovna dilema, po mojem mnenju, bo, kdo bo uspel enostavno pripeljati več ljudi, torej podpornikov na volišče. Zato bi bila lahko seveda volilna udeležba razmeroma solidna, tudi seveda na zadnjih volitvah se je ta mobilizacija zgodila. Zdaj, kar se tiče presenečenj na kandidatnih listah, ta so seveda vedno možna. Vemo, da se je
bazen kadrov za udejstvovanje v politiki, sploh v zadnjih letih, ko je politika postala surova, vulgarna, nemalokrat tudi umazana, zelo izpraznil. Tako da se na kandidatnih listah pojavljajo tudi ljudje, ki jim ne bi pripisali velikih referenc za udejstvovanje v politični areni. Ampak slej ko prej, kar se tiče predvsem vodstev političnih strank, do volitev ne bo več nobenih presenečenj. Tukaj so seveda karte položene, kongresi, kjer je prišlo še do nekaterih menjav, kot denimo v Novi Sloveniji, ali pa ustanovitve nekaterih strank, kot je bil prerod Vladimirja Prebiliča, so upravljene in zdaj smo v finišu te volilne tekme v zadnjih tednih, ko bo intenziteta, zgoščenost političnih dogajanj res zelo visoka in bo tudi za ljudi, ki bodo to spremljali, seveda na nek način zelo naporno. Ali se je po vašem mnenju treba bati zunanjih vplivov na volitve in v kakšnih oblikah se ti danes sploh lahko pojavljajo? Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ob razpisu volitev kot eno izmed osrednjih tem oziroma osrednjih prioritet pozornosti, s čemer se bo ukvarjala, govorila ravno o možnih zunanjih vplivih preko različnih manipulacij, propagandnih vojn, dezinformacij, deepfakeov in podobnega. V Evropi smo že doživeli absolutno zunanje intervencije v volilno tekmo. Danes, v času sodobnih tehnologij, v digitaliziranem svetu, to vrstne intervencije pravzaprav ne predstavljajo več nobene težave za tiste zunanje akterje, ki se želijo na nek način vmešati v politične tekme. Tako da to vrstne intervencije, operacije različnih akterjev, ali gre morebiti za kakšne ruske akterje, izraelske ali kakršnekoli druge, ki imajo neke politične interese v Sloveniji, so seveda možne in v tem smislu bo v tej kampanji treba biti zelo pozoren tudi na to, kaj se bo dogajalo v digitalnem okolju, na družbenih omrežjih, ki so kot ponavadi seveda na nek način postali tudi gojišče tovrstnih političnih manevrov. Kultura govora v državnem zboru je vse slabša. Kako pomembna bo kultura govora v kampanji in kaj nam iz preteklih volitev kaže, kam to vodi? Najbrž si midva oba lahko samo želiva, da bo seveda politična razprava v času predvolilne kampanje ostala na neki sprejemljivi evropski, da rečem zahodni, strpni, civilizirani ravni. Na drugi strani pa je najbrž upravičena bojazen glede na dogodke, ne samo v tem, ampak tudi že v nekaterih preteklih mandatih, da se bodo seveda lege politične govorice spustile precej nizko. Politični akterji, ki se podajajo v bitko za glasove volilnega telesa, bi se seveda morali zavedati svoje odgovornosti, ki jo imajo za izrečeno besedo, za nastope v javnem prostoru. Upam na nek način, da bo do določene mere, če tudi je najbrž to zelo naivno in iluzorno, vendarle prevladal tudi nek fair play in zavedanje, da je drsenje slovenskega političnega prostora v kakršnekoli radikalnosti, leve, desne, takšne ali drugačne, seveda pomeni drsenje celotne družbe, kar pa zagotovo ni dobro. Urednik Večera Matija Stepišnik, v začetku ste že dejali, da imamo dva glavna akterja v tej volilni kampanji, pa vseeno, ali se slovenski volilni prostor bolj polarizira ali pa se odpira tudi prostor za neko zdravo levo oziroma desno sredino? Ja, v tem trenutku imamo zagotovo dva dominantna in močna igralca v tem političnem prostoru. Janez Janša je ključna determinanta in dominantni igralec v slovenski politični desnici praktično že desetletja. Na drugi strani je Robert Golob morda prvi novi stari obraz, da rečem tako, ki se po enem mandatu ni popolnoma sesul in stranka ni razpadla v franže, kot se je zgodilo v nekaterih prejšnjih primerih in z razmeroma solidnimi rejtingi, če tudi neprimerljivimi z volilnim rezultatom 2022, čaka na te volitve. Na drugi strani, kar je pa za demokracijo vedno dobro, pa imamo zagotovo nekaj novih političnih iniciativ, političnih projektov, ki se podajo v konkurenčni boj za volivce. Želel pa bi si predvsem, mislim, da bi bilo za slovensko politiko to dobro, da bi bila ta bolj kot tekma osebnosti, ker zdaj se mi včasih zdi, da gledamo spopad Janše in Goloba, da bi postala tudi tekma
različnih idej, programov, konceptov, političnih slogov. Politična leva in desna sredina sta seveda na nek način prostor, kjer naj ne bi bilo prostora za politične ekstreme, radikalnosti. To je tako imenovani politični mainstream, ki pa je v Evropi v celoti vse bolj v eroziji in se politika seveda pomika v neke ekstreme, ampak upam, da v Sloveniji teh trendov tako zaostrenih, kot jih gledamo v nekaterih evropskih državah, tudi seveda zelo blizu nas, predvsem v srednji in vzhodnji Evropi, pri nas ne bomo doživeli. Prostora za politično sredino je dovolj, predvsem pa se mi zdi, da je politična sredina tista, ki je na nek način, če pogledamo historiat slovenskega parlamentarizma, vedno odločala volilne tekme. Ko je torej Janezu Janši uspelo na nek način poseči tudi v politično sredino, je uspel zmagati. Ko je Levica uspela pripeljati levosredinske volivce, torej zmerno volilno telo, ki ni za politične ekstreme, je bila na oblasti. Tako da ključ političnih zmag, ne glede na spremembe v političnem prostoru pri nas in širše, je po mojem mnenju še vedno v tem najširšem bazenu, najbolj raznolikem bazenu, torej v politični sredini ravno. Ob sklepu na kratko pogreva še k nam medijem, kakšno vlogo bomo imeli pri oblikovanju razpoloženja volivcev? Mediji moramo predvsem zahtevati zelo jasne odgovore na temeljna eksistencialna razvojna vprašanja slovenske države in družbe. Od politikov je treba pričakovati in zahtevati jasne opredelitve do nekaterih bistvenih tem. Govoriva o zdravstvu, gospodarstvu, šolstvu, s katerim se bo treba zelo ukvarjati, ker tudi v tem podsistemu so velike težave. Za socialni vprašanji ne nazadnje govorimo o vprašanjih varnosti. Torej, mislim, da se bo v koordinatah nekako teh vprašanj gibala celotna politična razprava. Novinarstvo pa mora biti seveda tisto, ki na nek način nastavlja ogledalo politiki, opozarja seveda na manipulacije, laži, razkrinkava napačne ali celo lažne informacije, predvsem pa mora seveda enakovredno zagotavljati političnim akterjem možnost, da predstavijo svoje poglede na razvoj Slovenije. Naslednji tedni bodo tudi za novinarstvo seveda zelo naporni. Čaka nas pomembna in odgovorna naloga, da bodo ljudje imeli čim bolj celovite in popolne informacije, ki jim bodo potem pomagale, da se na koncu odločijo, opravijo razmislek in gredo na volišče prepričani, kaj je najboljše po njihovem mnenju za državo. Urednik Večera, gospod Matija Stepišnik, iskrena hvala za pogovor in sodelovanje v današnji oddaji Spoznanje več, predsodek manj. In do naslednjič, nasvidenje. Spremljate oddajo Spoznanje več, predsodek manj. Na Radiu Ognjišče spremljate oddajo Spoznanje več, predsodek manj, pravkar ste lahko prisluhnili uredniku Večera Matiji Stepišniku. Z menoj v studiu pa sta še vedno politični komentator Miran Videtič in pa novinar portala Zanima.me Peter Merše. Mogoče, gospod Videtič, ali lahko dejstvo, da premier Robert Golob zdaj sam sklicuje, denimo jutri sestanek z levo-sredinskimi strankami, razumemo kot znak negotovosti ali strahu? Spomnimo se, da je mesec dni predtem podoben sestanek predlagal Vladimir Prebilič, pa ni bil slišan. Če se malo šalim, bom rekel, Prebilič je ponudil le kavo, Golob vabi na kosilo, tako da mogoče je to odtehtalo, ampak šalo na stran. Ne, dokaže predvsem na to, da si želi Golob podrediti pravzaprav celoten lažno levi politični pol, kjer ima seveda podporo glavnih dizajnerjev iz ozadja, torej gospoda Kučana, gospoda Jankoviča, vidimo, da tudi gospod Čeferin je z njegovim delom precej zadovoljen, predsednik UEFA, in enostavno se gre v to smer. In seveda potem je tak predlog, kot ga je dal gospod Prebilič, prvi, seveda neustrezen, ne zaradi vsebine, ampak zaradi forme, kdo je predlagatelj takega kosila, oziroma, če povem malčka v grobem jeziku, komu se pride k nogi. Tako da enostavno samo to je treba gledati. Seveda, strah pa je tisti element, ki ga Robert Golob, če mu odvzameš medije, to vso podporo, to mašinerijo parlamentarno, če mu to vse vzameš, seveda je to en pravzaprav
precej prestrašen človek, ne, in tudi funkcionira na ta način, da svoje, bom rekel, nasprotnike na dost krut način, torej svojimi nasprotniki dost na krut način obračunava, kar je tudi sam priznal, ne, da pri njemu ljudje letijo čez ramo. Ne. Tako da v tej luči je treba to zgodbo gledati. Ne. Deloma narcisoidno obnašanje, ne deloma, kar v precejšnji meri to narcisoidno obnašanje, jaz sem tisti, ne, in hkrati tudi strah, da ne bi kdo na tem lažno levem polu razmišljal drugače, kot razmišlja sam. Kaj lahko pričakujemo iz tega povezovanja ali sploh kaj? Predvsem PR izjave. Verjemite mi, gospod Alen, jaz poznam akterje levega političnega pola, se z njimi pogovarjam, da prav velikega navdušenja nad Robertom Golobom ni nikjer. Ne? Tako da jaz mislim, da je to klasična PR-ovska zadeva. Ja, jaz bi rekel to, ne, poleg izjav, tukaj se strinjam z Miranom, ne, vendarle pričakujem dve stvari, oziroma mislim, da Golob pričakuje dve stvari od tega kosila. Ne. Prva stvar je, da navzven utrdi svojo vlogo voditelja tega pola, ker je zanj ključno, da ljudje nekako smatrajo, da je on tisti, ne, ki je še vedno rešitelj, kakorkoli, ne, pred Janšo, ne, tisti, ki pač Janše ne prebavljajo. Ne. In na drugi strani, drugi cilj tega kosila je, da se vsi, ki na to kosilo pridejo, zavežejo in ne vem, krvno prisežejo, če ima karikiram. Ne. Ja, častna pionirska, tako da pa z Janezom Janšo zagotovo ne bodo šli v koalicijo, ker s tem si Robert Golob zagotovi, ne, da bo prvi na polu in da Janez Janša ne bi imel koalicijskih partnerjev, če bi recimo mu zmanjkalo glas ali dva do sestave vlade, da katera izmed teh manjših strank pa ne bi, oziroma bi bistveno težje recimo po volitvah pač vstopila v takšno koalicijo. Čakamo še vedno na odgovor NSI-ja, SLS-a in Fokusa. Pogovarjajo se, ni pa še povsem jasno, ali bodo skupaj nastopili na volitvah. Komu bo to prineslo, Novi Sloveniji oziroma vsem skupaj kakšen glas več? Peter? Vsem trem, če se dobro dogovorijo, ne, tukaj je prvi pač pri teh sodelovanjih za skupen nastop na listi lahko pridobijo vsi, ampak je par pogojev, ne, oziroma ključni pogoj je, da se vsi pametno dogovorijo, ne, da se vnaprej zmenijo ključne stvari in se jih potem držijo. Ne. 3 stvari, ki so ključne pravzaprav pri tem, da je lahko tak projekt uspešen, so, kdo bo kandidiral v katerem okraju. To je nekako taka najbolj rizična, ko se trčijo razni egoti, ki bi radi v istem okraju kandidirali, še posebej, ko gre za okraje, ki so pač perspektivni za takšno listo. Druga stvar so finance, torej kdo bo koliko prispeval v volilno kampanjo in kdo bo potem po volitvah kaj od tega imel. In tretja stvar, kako se bodo porazporedili glavni akterji iz recimo takšne skupne liste na ključna predvolilna soočenja, posebej tista v zadnjih 2 tednih pred volitvami. Recimo, tukaj smo videli pravzaprav na teh 3 stvareh, predvsem je propadlo gibanje oziroma skupna lista Povežimo Slovenijo na prejšnjih volitvah in če bodo akterji pametni, mislim, da lahko vsi profitirajo. Zakaj? Zato, ker pravzaprav, če so se te stvari, oziroma če se bodo te stvari dobro zmenili, pomeni, da so dali jasno sporočilo volivcem, zmožni smo se dogovarjati, glasovi se ne bodo drobili, torej izbira katerekoli izmed teh list, oziroma pač skupne te liste, bo zagotovo prestopila parlamentarni prag in torej, ne, zmožni smo nekako potem skupaj stopati tudi za neke kasnejše rešitve, ko je v igri potem recimo zakonodaja in tako dalje. Ne? Tako da, in še ena stvar je tukaj ključna, se mi zdi, da so vse 3 stranke dovolj sorodne, torej da nekdo, ki bi volil SLS ali pa Novo Slovenijo, recimo Fokusa ne vidi kot, ne vem, grožnje, medtem ko recimo pri Povežimo Slovenijo se mi zdi, da so šli preširoko, v smislu, da je koga, ki bi volil SLS, morda odbijalo, da bo morda zato volil SMC in podobno. Ne? Tako da v tem kontekstu mislim, da je ta krog dovolj širok in ne preširok, seveda pa na ključni test je pa, ali se bodo zmožni, torej 3 predsedniki v prvi vrsti dogovoriti pametno. Ne? Sem en dodatek bi tle še dal, izredno dobro je kolega Merše to razložil, seveda ob nekih pozitivnih učinkih pa je tukaj tudi kar nekaj pasti. Predvsem, bom rekel, torej pasti, kar se tiče teh, bom rekel, ustanavljanja novih strank, povezovanj in podobno. Ne? Konkretno v tem primeru, recimo, povezovanje Nove Slovenije, SLS-a in Fokusa,
jaz potencialno lahko vidim, ne, ob nekem, če malo špekuliram, izenačenem rezultatu obeh polov, ne, da imaš na eni strani tudi lahko mogoče nekoga, ne, ki je prišel v taki konstelaciji v parlament, ker drugače ne bi, ne, pa hkrati si ne želi tako iz parlamenta in imamo lahko te potem prestopnike, jaz jim rečem kruhoborci ali trgovci. Ne. Tako da neke pasti takih povezovanj absolutno so. Jaz sicer verjamem, da sta, bom rekel, če gledam Novo Slovenijo in bom rekel Vrtovec in Ilc, preveč izkušena politika, da bi si tako situacijo, ki bi pa seveda tolkla potem po Novi Sloveniji, oziroma javno bi bili oni tisti, ki bi bili, ne, na katere se bi s prstom kazali, da bosta takim situacijam že pred volitvami kosno. Mogoče še ob sklepu današnje oddaje, spoštovana gosta, pogled k mednarodnim vodam. Kolega, gospod Miran Videtič, vi dobro poznate razmere na Balkanu, tudi relativno ste dobro seznanjeni z vsem skupaj. Tukaj imamo še vedno nerazčiščene posle predsednika vlade z njegovim bančnim računom in podobno. Kakšno vlogo Slovenija igra na Balkanu ali jo sploh? Denimo spomnimo se nekdanjega predsednika republike Boruta Pahorja, ki je z Zahodnim Balkanom spletel neke vezi. Zdi se, da je predsednica republike, ki jo imamo sedaj, Nataša Pirc Musar, vse te zadeve z repom zamahnila in vse podrla, denimo tudi razpravo o spravi in o ideoloških temah. No, najprej primerjati Boruta Pahorja in Natašo Pirc Musar je verjetno za kakšno bolj oddajo lahkih tem. Tukaj Borut Pahor pravzaprav je ekspert za gospod Pirc Musar, kar kaže tista njena prva izjava. Spomnite se, ne, da je Črna Gora lokomotiva napredka, balkanskega napredka v Evropsko unijo, hkrati pa ta Črna Gora za predsednika parlamenta dobiva četniškega vojvoda in podobno. Ne. Skratka, to so neresne stvari. Balkan je specifika. Jaz mislim, da Slovenija nikoli ni znala, pravzaprav, naj si gre za desne ali leve vlade, pravzaprav ni znala, zdaj mogoče bo to težek izraz, ampak izkoristiti vpliva, ki bi ga lahko imela na Balkan in vpliva, ki so ga, bom rekel, dobra slovenska podjetja ustvarila, bom rekel, temelj tega dobrega ali pa te pomembnosti. No. Je pa dejstvo tudi to, ne, da tudi na Balkanu, zdaj, če gledamo, se je Slovenija pravzaprav odločala za najbolj nevarne in najbolj negativne igralce. Ne. Vsej, kdo pa so v Sloveniji največji partneri ta moment z Balkana? Ne. Ja, Dodik in pa Vučić. Ne. Tako da to vam pravzaprav vse pove, kako smo mi v tem mandatu Roberta Goloba gledali pravzaprav na Balkan. Seveda, bile so neke obljube tam Bošnjakom, pa poskus nekih dobrih odnosov s Hrvati, pa smo hkrati jih zmerjali z ustaštvom in podobno. Malo se je šeftalo oziroma z interesi Kosova in energetskega sektorja in podobno. Skratka, nič kaj dosti nismo za ta Balkan poskrbeli, ne, ob dejstvu, da smo bili celo nestalna članica v Varnostnem svetu, ker bi lahko regijo povezali na nek način in na nek način tudi izkoristili, ne, grobo rečeno, lastne interese na tem Balkanu. Pa nam to ni uspelo. Ne. Prišli smo do situacije, ko ta Balkan, ti negativci z Balkana pravzaprav obvladujejo Slovenijo. In to je pa tisto škandalozno in kar je pri meni bila, bom rekel, rdeča nit ali pa mea culpa, kar se tiče nekih pozitivnih pogledov na Goloba, ne, ker ko te vodi Janković s svojo balkansko falango, pravzaprav kaj preveč pozitivnega ne more človek pričakovati od take vlade. Ne. Gospod Peter Merše, midva pa mogoče pogleda še na ta širši kontekst. Slovenije ni v tistem krogu držav, ki se pogovarjajo o miru v Ukrajini, ki so se pogovarjale o miru v Gazi. Slovenija je na drugi strani, bi lahko včasih rekli. Slovenija je v teh kontekstih izbrala pravzaprav skoraj najslabše možnosti, kar jih lahko. Ne, recimo spomnimo se, kako se je ta politika spremenila, ne, z nastopom Roberta Goloba. Imeli smo premierja, ki je bil prvi, ne, oziroma pač bil je skupaj s 4 evropskimi politiki prvi, ki je šel v Kijev v času vojne, ne, skupaj z poljskim in češkim tedanjim premierjem. Ne. In potem smo prišli do točke, ko pravzaprav
niti ne vemo, kaj bi radi. Ne? Po eni strani bi bili malo z Macronom skupaj, pa ne bi bili v koaliciji voljnih, pa ne bi vlagali v orožje, pa bi nekako se malo slikali na teh fototerminih, pa potem Robert Golob vsake toliko gre na kakšen ta sestanek, kaj tam pove, nihče ne ve. Ne? Ja, tako da tukaj, recimo, kar se tiče Ukrajine, mi kot slovanski, bratski narod, recimo v Ukrajini, ne, bi lahko odigrali bistveno drugačno vlogo, je pa res, da je pri nas ta nek proruski sentiment, vsaj posebej še na levem polu, čeprav se ironično, tradicionalno je bil proruski sentiment na levem polu iz tega nekega bratstva s Sovjetsko zvezo, ne, zdaj pa neka skrajna desnica, recimo, ali pa neki razni teoretiki zarote, ne, ki se jih pogojno uvršča proti desni, nekako nasedajo temu Putinovemu igranju, češ branika konzervativnih vrednot, ki je povsem zlagano in nesmiselno, ampak recimo nekako oba ta dva vidika potem nekako blokirata Slovenijo na tem, da bi odigrala neko resno vlogo, recimo, kar se tiče, ali pa saj, da bi se postavila na pravo stran v tej situaciji v Ukrajini. Kar se tiče pa Gaze, smo pa itak prve zastavonoše Hamasa, se mi zdi, v Sloveniji postali pod to vlado in mislim v tem kontekstu pač kakorkoli lahko simpatiziramo ali pa sočustvujemo z prebivalstvom Gaze, ki močno trpi, je na tak način, kot to počne slovenska vlada, izključno dajanje potuhe Hamasu in nič drugega, in tukaj smo pa res, se mi zdi, pač zavozili na celi črti. Če smo pri Ukrajini vsaj se nekako držali nazaj, pa se potem lahko, se uporablja ta izgovor, ki sicer tudi ni legitimen, v smislu, smo majhna država, ampak Estonija, ki je pol manjša od nas, je 10-krat večji faktor na mednarodnem prizorišču. Recimo, ampak če smo se pri Ukrajini ob dejstvu, da pač smo očitno ne znamo zunanje politike se iti ta trenutek, se potegnali nekoliko nazaj, smo v Gazi, pa ne vem, šli naprej in se dobesedno usramotili. Seveda pa je potem tukaj gospod Miran Videtič to strašenje tudi enega od inštitutov, ki je bil zelo glasen v zadnjih dneh v Evropskem parlamentu, straši začeš, Slovenija se bo pod desno vlado obrnila k Donaldu Trumpu. Tudi to je ena od groženj, ki smo jih zdaj. Ja, glejte, vem, na kaj ciljate in lahko rečem samo, da inštitut, ki je plačan za to, da širi ideologijo ali pa ideologijo neumnosti, jaz temu rečem, potem od takega inštituta nimaš kaj pričakovati. Problem je v tem, ker Slovenci smo dobri ljudje, in pol nas je namesto njih malo sram. Tiho smo in nas je malo namesto njih sram. In take zadeve potem lahko grejo skozi. Pišejo se neumnosti, govorijo se neumnosti, prostor se dobiva v državnih medijih, novinarji pravzaprav ne postavljajo vprašanj, ki bi dejansko zanimali, ampak so v vlogi PR agencij. In potem lahko iz nekega, jaz temu uporabljam ta izraz, pol izdelka človeka nastane pomemben faktor političnega pogleda v državi ali pa širše. Glejte, ni bilo resno za pričakovati, da bi vlada, ki je tamle na nekem osrednjem ljubljanskem trgu dvigala neke loparčke nekim pravzaprav plačanim uličarjem, delovala v interesu države. Delovala je v interesu, ali pa 4 leta zunanje politike so bile v interesu. Mene to spominja tako, če greš zgodovinsko gledati, kot da smo se vrnili v neka 60. leta Jugoslavije, kjer se je podpiral, ali pa malo kasneje, recimo, kjer se je nekako probal zavladati neuvrščenim, se pravi tretjemu svetu, in pa kjer se je pravzaprav podpiral teroriste. Spomnimo se, kako je Carlos bil praktično en glavnih teroristov tistega časa v tisti Jugoslaviji sprejet, in danes imamo spet v Sloveniji zelo podobne zadeve. Tako da, če kje, potem ravno na zunanji politiki bi mogel biti nek nacionalni konsens, da nam pravzaprav ministrstvo vodijo ljudje, ki niso ideološko obremenjeni, ki so v širšem kontekstu, torej konsenzu političnih strank, ker vendarle je to prvi vstop v državo, ugled države. Tako da jaz mislim, da tle bi resne politične stranke, ki verjamem, da bojo
v letošnjem letu prevzele vodenje te države, nekako širše gledale na to in se pogovarjale tudi z opozicijo, kar se tiče, bom rekel, zunanjih zadev, ampak z opozicijo, ne z njihovimi ideološkimi uličarji. To je pomembno. Spoštovana gosta, iskrena hvala za sodelovanje v današnji oddaji. Novinar portala Zanima.me, gospod Peter Merše, in pa politični komentator, gospod Miran Videti. Hvala za vabilo. Hvala lepa tudi uredniku Večera, gospodu Matiji Stepišniku, da je sodeloval z nami nadaljavo. To je bilo vse v današnji oddaji. Verjamem, da smo odprli številne teme, dale bodo misliti. In to ni zadnjič. Pred 22. marcem, dnevom D, se bomo z našimi gosti slišali večkrat. Vse dobro, oddajo sem pripravil in uredil Alen Salihovič. Spoznanje več. Predsodek manj.